Danes smo tu iz dveh razlogov. Prvič, imamo to prijetno dolžnost, da povežemo 27 pomurskih občin in izdelamo strateški dokument, ki bo v prihodnje na trajnostni način umeščal projekte in bo tudi urejal pristop do odločevalcev na takšen način, da bo upošteval stroko. Zavod za turizem in razvoj je bil uspešen na dveh pomembnih projektih v sklopu dogovora za razvoj regij. Dobil je prijetno dolžnost, da postane Pomurski center mobilnosti, to je tudi sedež tega centra. Za ta namen je dobil okrog 263 tisoč evrov sredstev, 100% sofinanciranje in drugi pomemben projekt, o katerem bodo danes strokovnjaki govorili, je ta regijska celostna prometna strategija za Pomurje. Torej gre za 27 pomurskih občin, ki na nek način že imajo izdelane svoje strateške dokumente, ampak jih bodo strokovnjaki povezali in potem nadgradili v celostni strateški dokument. Jaz sem ponosen na to, da dejansko ena ekipa ljudi z dodatno zaposleno obvladujejo poleg svojih del in nalog obveznosti, katere imajo neposredno do financerja, do občine Lendava še ta del, in da na nek način smo uspeli povezati vse te obveznosti in naloge na način, da bo uspešen en del in drug del in tudi zadovoljstvo na obeh dveh strani. Jaz sem prepričan, da smo skozi javno naročilo, ki je bila končana pred kakim 2-3 tedni, zaključena na način, da lahko damo potem to odločitev oziroma izdelavo v roke strokovnjakov, kot je Romeo že predstavil, vse se bodo tudi same pozneje predstavili. Jaz osebno povem, da imam vedno v življenju visoke ambicije, vedno iščem najboljše od najboljšega in vedno se to splača. Zakaj se splača? Zaradi tega, ker v strateških dokumentih moraš imeti najboljše ljudi, tiste, ki vidijo več kot povprečni strokovnjaki. In drugo, kar je izredno pomembno, ko enkrat strateški dokument imaš, moraš imeti v nadaljevanju ljudi, ki uspejo odločevalce prepričati, da je ta strateški dokument izredno pomemben, torej to moraš znati skomunicirati. Jaz sem prepričan, da imamo strokovnjake na pravem mestu, izbrane, in prepričan sem, da bo čez 2 leti to tako pomemben dokument, 7 let trajajoč, da bodo občine s ponosom ugotavljale, da so te osnovni dokumenti izredno pomembni za njihove nadaljnje odločitve. Vseh 27 občin ima tudi svoje zadolžene, ki se udeležujejo pomembnih dogodkov, poslušajo vsebine, se na nek način tudi izobražujejo preko Zavoda za turizem in razvoj, torej preko stroke, skozi več dogodkov, ki jih imamo na letni ravni in tudi skozi 4-letno obdobje. Vsi verjetno poznate Evropski teden mobilnosti, je že trka na vrata. Ni to samo en dogodek, ampak je to trajanje, osveščanje, spodbujanje, povezovanje vseh deležnikov, od tistih najmlajših, katere imamo vedno najrajši, ker se še dajo prepričati, da je to tudi najboljše, in potem tudi do najstarejših, ki pa to mobilnost tudi na nek način vse bolj potrebujejo, ne samo za to, da imamo lepše in kakovostnejše okolje, ampak da tudi oni sami bolj zdravo živijo. Toliko z moje strani, jaz sem vesel, da ste se udeležili današnjega dogodka, da ta pomembna sporočila prenesete v svet, v vseh 27 pomurskih občin in ne nazadnje tudi v slovenski prostor, ter tudi širši prostor, da se vidi, da tudi Zavod za turizem in razvoj z vsemi 27 pomurskimi občinami je na pravi poti za trajnostno mobilnost. Sem tukaj danes kot predstavnica razvojne agencije Sinergija iz Moravskih Toplic. Naša agencija v bistvu nastopa kot vodilni partner v konzorciju izdelovalcev regionalne celostne prometne strategije za Pomurje. Ta konzorcij izdelovalcev zraven še nastopajo tudi Urbanistični inštitut Republike Slovenije iz Ljubljane, potem ZUM podjetje iz Maribora,
za prostorsko načrtovanje in pa podjetje Biro Skero, ki skrbi za mobilnostne rešitve. Naš konzorcij se je v bistvu decembra prejšnje leto prijavil na javno naročilo, ki ga je uspešno pridobil v januarju tega leta. In v bistvu smo, mislim, da februarja, marca podpisali pogodbo za upravljanje te storitve, za pripravo regionalne celostne prometne strategije za Pomurje. Zdaj, sama vloga Razvojne agencije Sinergija je tukaj, kot že rečeno, vodilni partner, ki pa skrbi predvsem za vključevanje deležnikov v samem procesu načrtovanja RCPS-ja. Zdaj, mi smo v bistvu Razvojna agencija Sinergija del pogodbenega partnerstva za izvajanje splošnih razvojnih nalog Pomurske regije in kot taka ima že vrsto let izkušnje z pripravo različnih razvojnih načrtov in pa sodelovanja z občinami v Pomurju. Se pravi, ne vstopamo v to kot nek nov igralec, ampak kot nekdo, ki dobro regijo že pozna in ima izkušnje. Predvsem je tukaj pri RCPS-ju pomembno vključevanje deležnikov, tukaj je pomemben pristop od spodaj navzgor in menimo, da imamo pri tem zelo veliko izkušenj. Že vrsto let v bistvu se vključujemo v pripravo občinskih celostnih prometnih strategij, pripravljali smo občinske te strategije že v letih 2016 in pa 2017, pozneje potem tudi sodelovali pri pripravi teh OCPS-jev tretje generacije v 2024 in 2025 in sedaj še regionalno celostno prometno strategijo. Zdaj, promet danes močno vpliva na kakovost našega vsakdana, od dostopnosti do storitev, zdravja, do okolja, v katerem živimo, zato menimo, da je pomembno, da ga začnemo načrtovati bolj usklajeno, celostno, zato se tudi imenuje regionalna celostna prometna strategija in tokrat pač naslavljamo celotno regijo. Prihajam iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, kjer vodim skupino za transformativno prometno načrtovanje. Mi imamo precej izkušenj s to temo, ker smo na nek način pripeljali celostne prometne strategije v Slovenijo in skupaj z resornim ministrstvom razširili to temo v zadnjih 10 letih predvsem na občine. Trenutno imamo že skoraj oziroma že preko 190 občin v Sloveniji s tako celostno prometno strategijo. Potem pa z drugo generacijo celostnih prometnih strategij pa je prišla tudi ideja, da je treba to temo razširiti tudi na regije in tukaj smo, naredili smo nekaj pilotnih regij in na osnovi teh izkušenj pripravili smernice za izdelavo regionalnih celostnih prometnih strategij in potem v zadnjih letih tudi izobrazili izdelovalce teh celostnih prometnih strategij, tako da širimo to temo in vedenje po Sloveniji. Kaj je regionalna celostna prometna strategija? Dostikrat dobimo odgovor, ko odpremo to temo, ne spet novo strategijo, začnimo že konkretno delati, pljunimo v roke in izvedimo že izboljšave, ampak trenutno stanje prometa v Sloveniji, ki ga mnogi vsakodnevno izkusimo, je v veliki meri tudi pomanjkanje strategije na državni ravni, kajti strategija pomeni dolgoročni premislek na področju, na posamezni temi, pomeni pogled navzven, primerjavo z drugimi boljšimi in potem rešitve, ki drugje funkcionirajo. In zdi se, da v mnogih elementih slovenskega prometnega sistema tega premisleka ni bilo dovolj, tako da se zapletamo. Zdaj, na regionalni ravni želimo to preseči, želimo si strategijo prenesti ta zunanji pogled, dolgoročni razmislek in šele potem, ko ugotovimo, kaj bi res radi na področju prometa in vseh sektorjev, ki se tega dotikajo, se odločimo za ukrepe. Ne pa obratno, ko so ukrepi tisti, ki nam krojijo prihodnost in dostikrat grejo v napačno smer.
Zdaj v regiji ima že 19 občin občinsko celostno prometno strategijo, ampak kar se je pokazalo v zadnjih letih je, da obstaja vrzel med državo in občinami na tem področju in ena od idej regionalnih celostnih prometnih strategij je tudi, da je to polje sodelovanja med občinami in državo. In upamo, da nam bo to uspelo v vseh regijah, ki to zdaj počnejo. Kar se pa vsebin tiče, želimo nagovoriti nekatere izzive v regijah, glede na to, da začenjamo delo, sem težko specifičen, kaj so konkretni izzivi pomurske regije, ampak glede na dosedanje izkušnje in delo z občinami že vemo, da so to sigurno vse alternative osebnemu avtomobilskemu prometu, kar se še posebej kot potreba kaže trenutno z prihajajočo energetsko krizo, starajočim prebivalstvom, vse večjimi stroški mobilnosti. Vse to kaže, da rabimo alternativo avtomobilu, da ne moramo načrtovati prihodnosti naše družbe samo na osebnem avtomobilu. Potem pa so teme, kot so šolski prevozi, javni prevoz na zahtevo, kolesarjenje in podobne teme. Vse to so teme, ki jih bomo nagovorili, poskušali poiskati skupni jezik z državo in predvsem na koncu sredstva za naslednjih 7 let. Kajti pomemben del vseh teh strategij je akcijski načrt, v katerem moramo biti zelo konkretni, moramo navesti prioritetne ukrepe, poiskati vire in zapisati odgovorne, ki bodo skrbeli za implementacijo teh ukrepov. Strategija je po svoji vsebini klasična prometna strategija, v njej bomo zapisali usmeritve in ukrepe na področju načrtovanja in potem probali te ukrepe zapakirati v smiselne stebre. In to so hoja in kolesarjenje, javni prevoz, tovorni promet in pa avtomobilski promet. In kot rečeno, za vsakega od teh stebrov iščemo njegovo vlogo v bodočem prometnem sistemu in pa ukrepe in sredstva za naslednjih 7 let. Prihajam z podjetja Zoom d.o.o. iz Maribora in smo partner pri izvajanju oziroma pri pripravi regionalne celostne prometne strategije. Naše podjetje pokriva predvsem področje prostorskega načrtovanja, v zadnjih letih pa tudi sodelujemo na različnih občinskih oziroma lokalnih in državnih projektih z področja celostnega prometnega načrtovanja. Zdaj, naša vloga pri tem projektu bo predvsem povezovanje prostorskih in prometnih vsebin oziroma integracija prometnega in prostorskega načrtovanja in skrbeti nekako za sinergijo med regionalnim prostorskim planom, ki se trenutno pripravlja za pomursko regijo, in našo regionalno celostno prometno strategijo, ki se seveda pripravlja torej za isto regijo v tem območju. Sodelovali bomo predvsem na področju infrastrukturnih projektov tudi in seveda v vseh fazah analize stanja in opredelitvi ukrepov. Veliko izkušenj imamo z usklajevanjem interesov v prostoru zaradi različnih prostorskih aktov, ki jih pripravljamo, tako občinskih kot tudi državnih, in tudi sodelovali smo pri velikih občinskih celostnih prometnih strategijah in drugih nacionalnih projektih celostnega prometnega načrtovanja, tako da bo tu naša vloga pač bolj z tega prostorskega vidika.